Z veseljem pozdravljam današnjega predavatelja, predsednika Zavoda Varna pot in podpredsednika Evropskega združenja žrtev prometnih nesreč, gospoda Roberta Štaba. Pozdravljeni. Pozdravljen Boštjan, pozdravljena ekipa iniciative Zavarovalnice Generali pod, sloganom Najboljše zavarovanje je tvoje ravnanje. Globoka zahvala, ker s to tehniko jaz nisem najbolj veš, tisti prijatelji, ki me poznate, to zelo dobro veste, ampak jaz mislim, da bomo na tej poti, današnji poti, skozi vizijo nič slišali tisto, kar je glavna sporočilnost naše vizije. Za tiste, ki mi pa ne poznate, pa za vse skupaj pa velja en lep prisrčen pozdrav, nekako 35 do 45 minut naj bi se družili v tej prezentaciji. Sprehod skozi vizijo nič. Dejstvo je, da več ali manj vsi vemo o odgovorni vožnji, o varnosti, mobilnosti in tako naprej, vendar vizija nič je neko, gibanje, ki se je začelo v Evropi, v Skandinaviji in ima veliko skeptikov. In med njimi sem bil jaz zagotovo eden večjih, danes sem promotor tako imenovane Vision Zero, programa in projekta v Evropski uniji in res hvala Zavarovalnici Generali, da nam je omogočila, ta spletno predavanje na to temo, ki je prvo v Sloveniji na tak način. No, kakorkoli, glejte, v vsakem primeru gre za nekaj, da o prometni varnosti vsak od nas ima svoje mnenje, vsak od nas na nek način razmišlja in vsak od nas pozna posledice. Vsi smo slišali za neljubi dogodek in to je prometna nesreča. Nekaterim se je že zgodila, nekateri so to slišali, da se to dogaja drugim. Praviloma pa tisto, kar imamo mi vsi v glavah, je, da se prometna nesreča zgodi tam, daleč, nekomu drugemu. In zelo težko si predstavljamo in zelo naravno je, da imamo nekako v podzavesti, da pridemo srečno od točke A do točke B, da se pa to nam zgodi, pa praviloma ne pričakuje nihče. In v zadnjem času, v zadnjih 10 letih se o tej varni mobilnosti veliko govori po celem svetu. In seveda je zelo umestno vprašanje, zakaj. Na eni strani imate Svetovno zdravstveno organizacijo, ki postavlja problematiko posledic prometnih nesreč nekje na 6., 7. mesto po umrljivosti in njihova predvidevanja so, da bo v parih letih to največji problem iz zdravstvenega vidika in to zaradi tega, ker je motorizacija, ki jo je začela, Evropa, kjer danes ima družina, 4-članska družina ima praviloma sploh v Sloveniji skoraj 4 avtomobile, bo seveda imela svoj krvavi davek in s tem govorimo o Indiji, s tem govorimo o Kitajski, govorimo o Afriki in tako naprej. In tukaj pred vami so preprosto številke, ki vam povedo, da če ste mislili, da je vojna nekaj najhujšega, lahko iz teh številk ugotovite, da je ta najhujša vojna ravno na naših cestah, ko potujemo od doma v službo, ko gremo na počitnice in tako naprej. In za nekaj milijonov ljudi, tak normalen dogodek premika mobilnosti zavedno ostane zaznamovan. Kaj to pomeni v Evropski uniji? Moramo se zavedati, da Evropska unija je na področju varnosti v cestnem prometu in varne mobilnosti daleč v ospredju po, zakonodaji, po kulturi, po izobraževanju, po preventivnih aktivnostih, pa vendar, če pogledate številke, boste razumeli, da preko 25,000 ljudi umre na evropskih cestah. In ta številka seveda, ki bi se mogla nižati na nek način z vsakoletnim prihajanjem novih držav, praviloma izhodnega bloka, prinese, tudi nek manko ali pa nek izziv na tem področju, tudi z prihodom držav, rečva iz vzhoda ali pa jugovzhoda Evrope. No, in če smo prej govorili o posledicah, ki se dogajajo v Evropi, je Evropa zagotovo izmed kontinentov najbolj razvita na področju varne mobilnosti in ji sledijo, vsi drugi kontinenti. Tisto, kar je pomembno za predsednike držav, predsednike vlad, ministre praviloma za transport in druge ministre, ki so nekako vpleteni ali pa rečva vlade, je,
da nas Evropska unija tudi ocenjuje na področju varne mobilnosti in s tem nam pokaže stopnjo varnosti tudi, bom rekel, za vsakdanje življenje. In če pogledate Slovenijo, je še dan danes nekako ocenjena na sredini držav Evropske unije. Ne smemo pa pozabiti, da je bila Slovenija med letom 2001 in 2007 ena izmed najslabših držav Evropske unije, poleg Romunije, in ta napredek se pozna. Tisto, kar, bom rekel, je moja skrita želja skupaj z mojimi kolegi, ki smo proaktivni na tem področju in temu se pridružuje, bom rekel, vedno več profilov, kot so učitelji, ravnatelji, različni strokovnjaki, različne organizacije, da bi iz te Slovenije naredili državo, ki je prva, ki je uspešna. 2 milijona Slovencev lahko pokaže, da se zna hitro obrniti, dvigati standarde varnosti, najde tudi svoje inovativne načine, kako bi, in enkrat na enem predavanju se je pošalil en gospod z Kitajske, en funkcionar pa je narobe razumel, da ima Slovenija 2 milijona prebivalcev, zamenjal je z 20 milijonov in ko sem ga popravil, da je to 2 milijona, prav, zakaj pa ne greste vi na en štadion, pa se zmenite, kako boste vozili, pa boste najbolj varna evropska država. In vam moram povedati, da te njegove besede so mi dale misliti in kjerkoli je moč, da srečam ljudi, ki odločajo, jih prosim, ne razmišljajo v tem kontekstu, zmagali bomo pa tisti trenutek, ko bomo vsi skupaj nekako osvojili, da je to v bistvu mogoče. In verjemite mi, da je mogoče biti med tistimi zelenimi državami, ki jih vidite, da so najbolj uspešne. Greva naprej. Zdaj, cilj Evropske unije je seveda prepoloviti število umrlih, predvsem pa tudi hudo telesno poškodovanih. Vedeti in zavedati se moramo, da je medicina tako napredovala, da tisti ljudje, ki so včeraj zaradi posledic prometne nesreče mogoče umrli na kraju ali pa kasneje v bolnišnici, danes preživijo. Vendar seveda je vprašanje, kakšna je kvaliteta njihovega življenja. Torej, ko govorimo o globalni prometni varnosti pa varnosti na cestah, je seveda velika želja Evropske unije, da govorimo tako o hudo telesno poškodovanih, kot tudi umrlih. Moder graf izkazuje cilj Evropske unije pri prepolovitvi, svetlo moder pa, kje trenutno se nahajamo v realnih, bom rekel, številkah ali pa bom rekel, celoviti politiki varnosti in seveda ta trend je treba obrniti navzdol. Tisto, kar sem jaz zelo vesel in ponosen je, da je slovenska komisarka Violeta Bulc, ki je imela prejšnjo obdobje in je bila glavna za to področje v Evropski uniji, postavila road safety, se pravi varnost v cestnem prometu, kot eno izmed 3 najbolj poglavitnih prioritet in se že vidi, da se je v bistvu začel ponoven trend upadanja, kajti zbobnala je vse ministre za transport, predsednike vlad, dajejo se poročila in ne glede na to, kdaj kdo pride v Bruselj od teh gospodov, jih zagotovo tudi vprašajo, kako je na področju varnosti v cestnem prometu. Gremo naprej. Zdaj, sam nastanek prometne nesreče, mogoče ste se kdaj vprašali, kako točno na tej cesti, točno ob tej uri se točno meni nekaj zgodilo, ali pa nekdo je naredil neko napako, ali pa ponavadi to skupek nekih napak, kot vidite, tako voznik, kot vozilo, kot okolica, ali pa napake v sistemu. Recimo, ena velika napaka v slovenskem sistemu, trenutno, ki traja desetletja, je alkohol, primera. Do alkohola smo zelo tolerantni, če povzroči nekdo prometno nesrečo pod vplivom alkohola, ni kaznivo dejanje, celo vzrok ni prometne nesreče in seveda rezultat je to, da imamo 32% najhujših prometnih nesreč zaradi vpliva alkohola ali pa drugih prepovedanih substanc. Praviloma pa Evropa, ko gleda vzroke prometnih nesreč, pri 10%, če je en vzrok malo večji, zvončklja alarm in reče, kaj bomo mi kot država pa tukaj naredili, kaj bomo pa mi sistemsko uvedli, da bo tega manj in da bomo recimo na vozniku naredili prave ukrepe, na vozilu in okolici, če vidite, in bomo ta švicarski sir zapolnili. Jaz ne vem, kako se ravno imenuje sir, ki nima lukenj, vendar, ko ga bomo naredili tazga na vozilu, na voznikih in okolici in v sistemu, takrat do prometnih nesreč ne bo prišlo. Naprej, naša odločitev je seveda, bom rekel, v naših rokah. Teh
ljudi, ki nas vodijo, če rečemo temu, da smo zaupali to politikom, strokovnjakom, univerzi, izobraževalnemu sistemu, pravosodnemu sistemu in tako naprej. In na nas je, da se pač odločimo. A bomo živeli v preteklosti, pa govorili, Slovenija je imela 700 mrtvih, pol je imela 500 mrtvih. Ne bomo tako govorili. Mi bomo govorili, da si želimo nič mrtvih, ne koliko smo jih imeli. Mi si jutri želimo, da na naših cestah nihče ne umre in to je ta naša prihodnost, to je ta naša odločitev. Kaj moramo pa za to narediti, da se ne bo to zgodilo in bo pokazal naslednji slajd, a ne? Nekateri rečejo, ja, to je utopija, 5 zvezdic na cestah, 5 zvezdic za udeležence, 5 zvezdic za vozila in samo umirjanje hitrosti. Naj vas potolažim, Nizozemska se je odločila do leta 2020 ne bo imela v svojem networku infrastrukture ceste nižje, kot so rangirani 3 zvezdice. Vlada se je zavezala, zelo so garali in jaz mislim, da so zdaj že dosegli ali so pa tik pred tem. Se pravi, neka zavestna odločitev na področju infrastruktur. Umiranje prometa. V naseljih grejo na 30, na avtocestah grejo na 100 ali še nižje. Zdaj nekdo bo rekel, ja, zakaj? Ja, zaradi tega, ker preprosto fizikalne zakonitosti to od nas zahtevajo. Tudi Nemci, ki so znani po tem, da imajo na avtomobilskih cestah kot odseke z neomejitvijo, niso šli čez vrata varnosti, šli so pa čez vrata okolja, onesnaženja in hrupa in danes omejujejo na 100 km na uro. 5 zvezdic za vozila, poglejte, tudi tukaj bi izpostavil komisarko in ves ta njen tim, mislim, da v 2 letih bo imeli tudi najmanjši avtomobili en kup nekih asistenčnih naprav, ki nam bojo pomagali ali pa nam že pomagajo pri, bom rekel, nekih napakah, ki jih vozniki preprosto naredimo. Največji izziv je pa 5 zvezdic za nas udeležence, a ne, ker praviloma, tako kot sem povedal, če vzamem Slovenijo, 2 milijona Slovencev, 1.200.000 voznikov z vozniškimi dovoljenji in če vprašate vse te voznike, kaj je treba narediti na alkoholu, kaj je pri pravilih, tako boste imeli 1.200.000 različnih mnenj. Jaz pa mislim, da recepti varnosti so narejeni, potrebno je seveda upoštevati našo kulturo, stopnjo izobraženosti in v bistvu tudi nek nivo razmišljanja in odnosa do življenja in do zdravja. V Sloveniji nam to, bi rekel, generalno je manjkalo, smo v pozitivnem trendu in to vidimo skozi izobraževanje, konec koncev, če pogledate mlade, moja generacija, star sem približno 50 let, ni čutila nič posebnega, če šla pod vplivom alkohola za volan. Če so te kdaj dobili, so te pač dobili. Mladi danes, ko razmišljajo, najdejo eno žrtev, ta žrtev ne pije, ostali grejo ven žurirati in starši smo lahko si malo oddahnili. Kaj je to? To ni zakon, to je pripeljala v bistvu, bom rekel, in izobraževanja in preventiva, veliko debat v javnosti in predvsem zavedanje, koliko mladih smo izgubili na slovenskih cestah. Gremo naprej, ja. No, to je v bistvu en rezultat te varnosti na cestah, kako jo se ustvarjamo. To je projekt Eurorab, poteka v približno 150 državah, zdaj po celem svetu. To je unificiran program, kjer na koncu koncev pridemo z neko kamero, posnamemo infrastrukturo in se na podlagi nekih parametrov oceni cesta za zvezdico od 1 do 5 in tudi pove, kaj je treba na tej cesti spremeniti z nizkocenovnimi ukrepi ali pa, bom rekel, z dražjimi ukrepi. Licenco ima v Sloveniji AMZS, partnerji so Dars in direkcija in jaz si želim, da v bistvu čim več takih cest se posname in se izrazi tudi njena vrednost v smislu varnosti. Ja, naprej. To je v bistvu en izkaz, kaj bi se lahko naredilo. Na tem odseku se je zgodila prometna nesreča moje hčerke vrsto let nazaj in ta cesta je cesta Ljubljana-Kočevje in tisto, kar je bilo zanimivo, ko se je to zgodilo, pustimo zdaj, a je to samo voznik bil kriv, vendar na tem odseku je bilo kar nekaj mrtvih in nekaj hudo poškodovanih, torej ni samo bil vedno voznik kriv. Odgovorni so takrat zagotavljali, da cesta je varna, da je super, da ima vse standarde, da bi sicer lahko nekaj spremenili, vendar bo kar v redu. Po Eurorapu smo jo posneli in lahko vidite na levem grafu, da je več ali manj črna, kar pomeni, da je imela eno zvezdico in seveda ta cesta potrebuje
ukrepe, kot so te, ne, za zavijanje levo ali, bom rekel, desno, označbe na vozišču, avtobusne postajališča in tako naprej. Skratka, kar en kup nekih izzivov. Ja? To je v bistvu en tak primer v križiščih, kjer z novo tehnologijo danes lahko se vozila ali pogovarjajo ali pa začnejo, bom rekel, neki prometni znaki utripati. In tudi to je produkt, bom rekel, tudi neke slovenskega znanja, slovenske firme, ki je zelo uspešna bom rekel, na Nizozemskem in v tujini. Pri nas pa sramežljivo pristopamo k tovrstnim rešitvam, vendar danes tehnologija nam to omogoča in praktično nam tudi pove, se veste, ko pridete do križišča enakovrednih cest, ste že kdaj videli, da se z lučki lovimo, pa si mahamo, pozabili smo, kdo ima prednost, no pa nas v bistvu taka tehnologija lahko tudi vodi naprej. Ja? Nove oblike mobilnosti, dostikrat se pošalim, da smo v Ljubljani, ko se je zapirali območja, bili vsi nekako jezni na župana, kaj to zapira, čemu to zapira, pa kaj bo to. In potem so se še širila območja 30 km/h, veliko je bilo tega nasprotovanja, ceste so se začele kar spreminjati v peščeve površine in tako naprej. Danes, če vprašate te iste ljudi, ali bi si želeli nazaj iti na te ulice z polno prometa, hrupa, smrada in tako naprej, je odgovor jasno ne. In ta trend in spreminjanje mobilnosti prinaša tudi seveda spremembo na varnost v cestnem prometu in s tem večjo prometno varnost. Ja. Sama vozila, danes kdorkoli kupi novo vozilo, bo presenečen, koliko ima asistenčnih programov. Jaz sem pred kratkim zamenjal avtomobil in vam moram iskreno povedati, bilo mi je nerodno, mislim, da še danes vseh ne poznam, vem pa, kaj so tiste ključne prednosti in moram povedati, da me že v zadnjem obdobju kar parkrat malo rešila, ne, vsi ti senzori, vsa ta opozorila, po kateri strani voziš, kako se luči ugašajo same dolge, kako te opozorijo na pesca in tako naprej. To je vse, bom rekel, kar je avtomobilska industrija pripomogla varnosti z proaktivnim delom in tisto, kar mene veseli, da je Evropska komisija zahtevala in stisnila kot partnerje avtomobiliste, da danes to tehnologijo bojo vpeljevali tudi v nižje cenovne razrede. Ja, nekaj ima težavo. Ja, skratka, in ko sem govoril o avtomobilih, no, to je v bistvu tisto, kar nas v prihodnosti naj bi čakali, se pravi zelo pametna vozila, okolja, v katerem se počutimo varni, cela infrastruktura, ki je povezana in nam dala v upravljanje, izključevala naj bi, bom rekel, vse tiste šibke točke, kjer ljudje padamo od alkohola do prehitre vožnje in tako naprej. In tukaj na tem delu je mobilnost naredila zelo velik napredek. Ja? Seveda, ta vizija nič zahteva spremembo našega razmišljanja. A ne? Gre za velik preskok v naših glavah. Če smo prej šteli umrle, danes v viziji nič ne skrbi, kaj je z ljudmi, ki so poškodovani, a imamo mi rehabilitacijske centre, a mi lahko tem ljudem ponudimo pomoč in seveda te razlike so iz države glede na BDP zelo velike. Mi si pa želimo seveda vsem to omogočiti na nek način, če se že zgodi, če že nismo mogli preprečiti, da bo bil ta suport celovit. Na drugi strani imamo vzorno obnašanje in ravnanje udeležencev v cestnem prometu, vendar mi moramo vedeti, da v naši naravi, da se zmotimo, naredimo napake in tisto, kar mene boli, recimo imamo eno cesto od Celja do Velenja, relativno nevarno, drevo, ovink in noter v 10 letih 3 vence. Niti eden ni pomislil, da bi dal ograjo, da bi mogoče drevo posekal. Z minimalnim ukrepom bi mi lahko rešili in danes, ko vprašamo inženirje, rečejo, centrifugalna sila nas je zapeljala ven točno tja. Psihologi bodo rekli, ne, človek si zamisli točko, ne more iti v prazno in gre v drevo. Torej, vedeti, da bomo pač naredili napako in jo na nek način poskušati umiliti. Ni več samo individualne krivde, tako kot sem vam tam povedal prej na cesti Ljubljana Kočevje, dobro, lahko povzroči vinjen voznik prometne nesreče, vendar če sama infrastruktura v nekem delu
ni korektna in tako naprej. Moramo iskati relacijo cesta, vozilo in voznik in potem odpravljati nesreče. Mi moramo analizirati vsako hudo prometno nesrečo in odpraviti posledice. Konec koncev, če imamo alkohol, 32% najhujših prometnih nesreč, gremo gledati, kje se te ljudje napijejo, kdo toči alkoholne pijače, zakaj vedno v enih in istih lokalih do jutra, dokler ni smene policije, na terenu točijo alkohol in tako naprej. In seveda odreagirati, dokler ne bomo celoviti teh mini sistemov povezali, do takrat preprosto ne bo spremembe v tem našem razmišljanju. Kar deva naprej. Valeta deklaracija je velik mejnik. Komisarka Violeta Bulc je sklicala leta 2017 na Malti vse ministre za infrastrukturo in 6-7 največjih nevladnih organizacij, ki delujejo na tem področju varnosti, med drugim tudi to naše Evropsko združenje žrtev prometnih nesreč. In mi smo skupaj dali za obljubo, da bomo obnovili vizijo nič, da bomo vstopili vizijo nič, da bomo naredili vse, da bo ta vizija nič tudi prišla do skeptikov. Nič ni narobe. Jaz sem eden med glavnimi skeptiki bil, pa danes, ko gledam z veliko fovšijo na Skandinavijo, Nizozemsko, premik v Franciji, če hočete, Veliki Britaniji, Španiji in tako naprej, si želim, da mi okužimo, bom rekel, vse deležnike na slovenskih cestah in tiste, ki upravljajo. Pripeljali smo jo v Slovenijo ob Svetovnem dnevu žrtev prometnih nesreč 2017, smo jo predstavili, implementirali in podpisali, kar deva naprej. Jo je kar veliko pomembnih deležnikov tudi v Sloveniji. Glavna akterja na svetovnem in evropskem nivoju sta bila na eni strani Jean Todt iz Združenih narodov in Violeta Bulc kot evropska komisarka. Dajmo naprej. Tukaj lahko pogledate tele naše partnerje od Državnega zbora, Ministrstvo za šolstvo, infrastrukturo, javna agencija, policija, prva se Ljubljana priključila in tako naprej. In zdaj jo širimo in vesel sem, da je Ministrstvo za javno upravo tudi to prepoznalo kot en projekt, ki se mora širiti tudi v javni upravi, namreč to so naš servis, naši uslužbenci in tisto, kar nam mora biti malce narodno, pa moramo zardeti, je leta 1994 je bila na Švedskem ustanovljena, 97. leta jo je parlament potrdil, vse evropske države so se jim takrat smejali, da kako so oni danes drugačni, danes pa vsi nekako rinjemo za njimi in če oni ocenjujejo nekjer 15-20 mrtvih na milijon, pol veste, koliko imamo mi še dela, ko imamo recimo 55 mrtvih na milijon in da ne govorim še o hudo telesno poškodovanih, ja. Naprej. No, to je naš cilj. Slovenija je sprejela z določenim časovnim zamikom leta 2013 resolucijo o nacionalnem programu in kadarkoli danes v parlamentu so diskurzije, ravno zdaj poteka sprememba zakonodaje, kjer, bom rekel, določeni poslanci razmišljajo, koliko dobrega bomo naredili, če bomo ukinili tahografe pri prevozu naših otrok. Ob tem pa pozabljajo, da je to nižanje nekih standardov, pozabljajo, da so 4 atleti umrli na Celovški cesti, da so naši skakalci, biseri umrli na avtocesti pri organiziranem prevozu. Preveč izgub je bilo, torej dajmo raje dvigati te naše standarde, bodimo skladni s to vizijo nič, ki so jo v parlamentu, v slovenskem parlamentu sprejeli. In če je to strošek za ljudi in če želimo razbremeniti razna društva, gasilce in tako naprej, ki pridno vozijo naše otroke, ne bo to visok standard, pa država ne to zagotovi, država ne participira za tahografe, v tujini imajo celo alkolog ključavnice, pomislite otroka, da ste na eno športno prireditev in želite si, da varno bo prišel tja in nazaj, zato da ne skrbite v tem delu. Potem so pa prostovoljni starši, ki vozijo levo, desno, pride do prometne nesreče, na sodišču se ta cirkus seveda konča, pa to je prepozno, kajti v bistvu, ko je posledica, je to nekaj bolečega. Zato tudi prosimo poslance, držite se tega, kar ste sprejeli v parlamentu, ne glede na politično stranko in razmišljanje. Dajmo naprej. To je seveda ta naš cilj, nič mrtvih in tako. Jaz si želim, da to nulo spremenimo zelo preprosto vprašanje. Kaj sem jaz pripravljen storiti za varnost v cestnem prometu? Jaz vedno začnem pri sebi. Ja, imel sem problem s hitrostjo, ja, rad imam mobitel in tako naprej. In se step by step, korak po koraku začnemo prilagajati in odrekati nekim stvarem. Pa ne samo zaradi moje slabe navade, ampak zaradi spoštovanja, bom rekel, nekoga drugega. Nič ni čez noč,
To so procesi, videli ste, koliko let so Skandinavci potrebovali, so okužili celo Evropo, mi pa zdaj si želim, da vsakega posameznika v Sloveniji, ker Slovenija se to zasluži. No, to so nacionalne aktivnosti, ki imajo 5 stebrov, samo upravljanje prometa, to je izredno pomembno, varne ceste, kot se rekel, vozila, udeleženci in odziv na prometne nesreče. Tukaj pa šepa Slovenija absolutno, vsi poznate tako imenovane črne točke, črne odseke, kjer prihaja do prometnih nesreč z različnih vzrokov, mi ga pa ne globalno ne raziščemo. Zadovoljni smo, če en inženir pove, ne, ni dovolj, mora še zdravnik priti, mora še psiholog priti, mora še sociolog priti, mora kmet priti, ki tam živi, ki on zelo dobro ve, kaj se dogaja tam in zakaj prihaja do prometnih nesreč. In tem moramo prisluhati in vloga Agencije za varnost cestnega prometa je bila ali pa je njen namen, da odreagira in potem pošlje jasna sporočila, kaj mora katero izmed ministrstev narediti, da temu več ne bo. Zelo vas vljudno vabim na to osebno zavezo, na spletni strani Živimo vizijo nič, poglejte si, ker greva naprej. Tisto, kar je pomembno, je, da ne delite zaveze, ki vam bo jutri visela v pisarni. Jaz sem jih imel nekoč, ko sem delal v državni upravi, kar nekih takih zavez, mednarodnih in tako, pa sem bil kar malo lump, nisem to vse upošteval. Bistvo vizije nič je notranje spreminjanje človeka, samega sebe, sam sebi dam zavezo. Da tudi, če vem, da grem na žurko, če vem, da bom nekaj pil, preprosto bom dal ključe nekomu drugemu, bom šel z javnim prevozom, ne vem, in tako naprej, in tako naprej. Skratka, da se pripravimo na to. V Zavodu Varna pot začenjamo tako v vrtcih kot v šolah, imamo veliko preventivnih aktivnosti, vse so nekako, bom rekel, low cost, zato da prihajamo bližnje ljudem, imamo čudovite študente, naše moderatorje, nekaj jih je iz družin, ki so že utrpele prometne nesreče. V Sloveniji pa imamo tudi, bom rekel, dobre prakse. Jaz rad upozorim na zasidrane, veste, probleme, ki jih nikakor ne moremo spremeniti. Ne vem, kako je bilo z vami, ampak jaz sem imel kar nekaj 10 izpitov na fakulteti in vsak izpit mi je bil stres, ampak še vedno rečem, največji stres v mojem življenju je bil vozniški izpit. Največji stres. No, in še danes Slovenija ima nek pravilnik, ne vem iz katerega leta, Ministrstvo za infrastrukturo bi moglo ta pravilnik samo v nekem malem delu spremeniti in to nam ne uspe, da bi iz tistih kartončkov, ki samo inštruktor veš, ve, kaj noter opisuje, ti pa nikoli ne veš, do izpitne komisije in tudi izpitna komisija ima še nek, bom rekel, ta kartonček, preidemo v neko, bom rekel, digitalno obliko, da vidimo online, kaj je z Robertom narobe, ne zna levo, ne zna desno, ne zna pogledati v ogledalo, jaz ne vem kaj. No, in zdaj je, bom rekel, nek zavod Fora začel v bistvu tudi spreminjati to digitalno miselnost, zato da se lahko popravimo, zato da vidimo, zato da smo transparentni in jaz mislim, če je kaj naredil ta koronavirus, pa rečemo, da bo vlada zdaj pri teh spremembah tudi to spremenila, tako naredijo, pa imamo v bistvu zelo eno tako transparentno stvar, ki spreminja naše obnašanje ravnanje in ima vpliv na vizijo nič in jutri na uspešnost našega izpita, kar dajmo naprej. To so naši programi, kar preletva, zdaj, da ne bomo izkazovali, na naši spletni strani si lahko pogledate, ker greva naprej. Čista nula, čista vest, pogledajte si, to je akcija, kjer hodimo po krajih. Naši mladi moderatorji nagovarjajo ljudi, ki opravijo preizkus, da ne pijejo, da grejo trezni in tisto, kar smo se mi sami bali, ko smo šli v točke, kjer največ pijejo, da nas bojo pa mogoče ljudje odslovili ali pa da ne bojo naše moderatorke ali pa moderatorji welcome, zelo so. In to meni daje optimizem, da smo ljudje pripravljeni in že počasi gremo v tisto stopnjo nekega zavedanja. Naprej je izjava ob Svetovnem dnevu žrtev prometnih nesreč 2009 učiteljice, naše velike ambasadorke Marjane Kračun, ki je izgubila sina v prometni nesreči, ker kadarkoli nas kdorkoli sreča ali v medijih ali pa sicer pa sprašuje, zakaj pa vi to počnete, pa kaj imate vzad, prosim vas ne sprašujte. Telefon, ko te pokličejo, ko zazvonijo na vrata, povejo, da se je zgodil tvojemu bližnjemu prometna nesreča, življenje se ti ustavi, srce ti umre, duša je prazna za vrsto let. Ne sprašujte nas. Mi vam povemo, vi imate moč, odločite, če si ne želite tovrstnih zgodb, jih lahko preprečite, pomagajte sebi, potem pa tudi nam. Naša želja pa je, da v Zavod Varna pot ljudje ne prihajajo na psihosocialno pomoč, ne prihajajo razdrti, ne prihajajo do razdora družin, ne prihajajo do izgube službe, ker preprosto po taki prometni nesreči ne moreš funkcionirati. Tako da sem res izredno hvaležen učiteljici Marjani Kračun, da je v en stavek
strnila, kaj je naše poslanstvo in zakaj to mi počnemo naprej. Boštjan? Ja, sekunda. Bo šlo? Pa lahko vi spodaj pritisnite na popuščico. Ja, ok, super. Ja. Evo, to so v bistvu nekak številke, ki zaznamujejo slovenski prostor glede umrlih. V Zavodu Varna pot je od teh 7524, ki jih je umrlo, smo spoznali njihove bližnje v številki, bom rekel nekak 3000, ampak to ni številka in za nas nikakor ne more biti številka, mi lahko daste naprej. In enako velja za hudo telesno poškodovanje, iz tega lahko razumete, da je vsaka tretja, četrta slovenska družina na nek način zaznamovana. In tisto, kar tudi dostikrat rečem sam, da pri statistiki, ko smo jo premetavali, tudi v državni upravi, nekako nisem prepoznal in pri podajanju vsebin v parlamentu, če hočete ali pa na vladi, nisem prepoznal ljudi, imen pa priimkov, kot boste videli v naslednjem slajdu, ki bo Boštjan pokazal. Glejte, vsak od te številke ima svoj ime, svoj priimek, svoje bližnje in te izgube ali pa poškodbe so zasidrane vedno v življenju in ko spoznavaš te čudovite ljudi, ko spoznavaš, kjeri talenti so jim bili odzeti, pa mogoče zdaj prihajajo drugi ali pa vrednostni sistemi, super, vendar jaz mislim, da vizija nič predstavlja ravno to, da se tega ne dogaja in da gremo s svojimi znanji in vedenji naprej. Lahko še naprej. Zdaj, en izziv je pred nami. Vsi se radi vidimo lepe, najlepše, krasne. Ta slikica, jaz mislim, da pove kar vse. Zakaj potem ne spremenimo? Zakaj 2 milijona Slovencev ne more biti v bistvu elita na področju varne mobilnosti in da nas ne enkrat že posnemajo Angleži, pa Nizozemci, ne pa da se mi hodimo gor učiti, kar jaz poznam strokovnjakov na fakultetah, bom rekel, vsakdanjem življenju, ja, toliko čudovitih idej imamo, toliko vemo in to ne udejanjimo. In seveda je velik izziv, da bi to naredili in to ta vizija nič seveda predstavlja. Dajmo se potruditi po svoji moči, zato da bomo leva videli kot leva in muco kot muco, kajti samo okrog sebe pogledamo, vsi imamo veliko različnih znanj, če se združimo, smo uspešni športniki, smo uspešni kulturniki, smo uspešni znanstveniki, no zdaj bi nas pa nekdo mogel dati v eno kroglico. Ja. Vizija nič seveda da svoj izziv, glejte, v podjetjih, vsi so mobilni, vsi prihajajo v službe in iz službe, vsi nekam potujejo, kakšne so pravila v podjetju, kakšno naj bo obnašanje, kakšne naj bojo pravilniki in tako naprej. V lokalnih skupnostih imajo zelo močan vpliv. Mene zelo zanima, v katerem kraju živim, kakšna je tam varnost, kaj bomo naredili za pešce, kaj bomo naredili za najmlajše, kako bomo hodili v šole, kako bomo hodili v šole in tako naprej. Izobraževalne inštitucije, ali imamo v kurikulumu od 1. do 9. razreda, pa potem v srednji šoli, pa potem na fakulteti. Odgovor je ne, nimamo. Imamo v prvih 3 razredih zelo dobro, potem imamo čudovit kolesarski izpit, ki se otroci pripravijo, potem pa praviloma skoraj da do izpita pri 18 letih nobene vsebine. In to je treba potem seveda zapolniti, zato da bomo drugačni. Nevladne organizacije, vsak nagovarja na svoj način. Jaz zelo podpiram vsako nevladno organizacijo, ker ima svojo ciljno populacijo, ker nagovarja svoj tip ljudi in to je pravilno, da potem naredimo cel krog, kajti jaz se zelo dobro zavedam, da recimo nek AMZS, nek ZŠA, nek Zavod Varna pot, vozim, ne vem, vse te organizacije, vsak nagovarja nek svoj del in to bi bila lahko nekako celota. In državne inštitucije, te so pa izredno pomembne. Kadar se pogovarjam s politiki, jih prosim, dajte poskušati varnost v cestnem prometu dvigati na en drug nivo, ne za dnevne politične igre, kdo bo dajal bombončke, ker za bombončki potem prihajajo travme in hude zgodbe. Naredite zakonodajo, da se bo dal in tisto, kar me najbolj žalosti, edina država v Evropski uniji smo, kjer alkohol ni primarni vzrok za prometno nesrečo, drugje je to kaznivo dejanje, drugje izgubi službo, drugje zavarovalnice zahtevajo popolno plačilo za bolnišnično oskrbo, za rehabilitacijo in tako naprej. Pri nas pa blazna toleranca do vseh teh ljudi. Nočemo pa pogledati, kaj se pa zgodi seveda na drugi strani z žrtvami prometnih nesreč. Skratka, en kup nekih izzivov naprej. Ja, to je tisto, kar lahko sami storimo. Jaz največkrat si želim, da se pogledamo sami sebe. To je najtežje, pogledati se v ogledalo in si najdeti izziv. Zelo nerad slišim, ja, zakaj bi pa jaz, glejte, se vsi norijo pa to. Veste,
nisem prepričan. Poglejte, kako se je tudi umirila hitrost, bom rekel, v naseljih in zdaj, če smo prej vsi hitro vozili, pa je en vozil počas, je bil ta res čuden. Danes, pa vsi nekako 50-60 nikjer vozimo, ne, pa se že vidi tistega norca, ki nas prehiti. Še bolj bomo korektni, še bolj bomo dosledni in bojo taki sami odpadali. Začnimo, se pravim, pri sebi, bodimo si vzgled, gremo korak po koraku, ker čez noč se ne moremo spremeniti. Ne. Pomembno je, da identificiram to ambasadorstvo vizije nič v službi, kjer delam, skupaj s sodelavci, skupaj z družinskimi člani, skupaj kot, bom rekel, v neki lokalni skupnosti, kjer živim in konec koncev državljan. Kako lepo je reči, ko pride iz neke druge države k nam, pa reči, tukaj je pa red, tle pa res pravila upošteva ljudje sami od sebe, ali pa rečejo, prišli smo v eno Indijo Koromandijo, se pravi, pridemo čez karavanke in potem gas, ker vemo, da na celem avtocestnem križu sta dva radarja in tista dva točno vemo, kje je, tam zmanjšamo hitrost in potem naredimo dalje. Ampak golfamo sami sebe. Radi rečemo, da drugi odločajo. Ne vem, začnimo pri sebi, rečemo Bob, in jaz mislim, da lahko z svojo držo, z svojim delom tudi lahko nekako vplivaš. Ponovno bi izpostavil komisarko Violeto Bulc, ko smo imeli prvo srečanje z Evropskim združenjem žrtev prometnih nesreč, in je rekla, da ima nikjer road safety, nikjer na 6. in 7. mestu. Predstavili smo ji vsebine, žrtve, tragedije. No, iz te male Slovenije je v bistvu slovenska komisarka dala road safety na prva 3 mesta. In to je pač preprosto spoštovanje življenja in zdravja ljudi. Jaz temu rečem medsebojne ljubezni, če hočete. Velikrat pogledamo stran, jaz bom bil zelo oseben, meni je bilo zelo hudo, ker v lokalni skupnosti, kjer smo živeli, smo vsi poznali tiste 4-5 pijancev, ki je konstantno vozil pod vplivom alkohola, pa smo se vsi stran obrnili, pa smo, to ni moj problem, to ni moja težava. Vedeli smo za lokale, kjer jim točijo alkohol, to ni moja težava, ne bom cinkaril policiji. Ne vem, jaz mislim, da molk in pogled stran ubija. Povejmo, opozorimo in bodimo proaktivni. Za vse skeptike, to je vse bla, to, kar govorite, je brez veze, vizija nič se ne more uresničiti, jaz bom rekel, ne vem. Poglejte države, ki so naredile velike korake in danes z zadovoljstvom izkazuje svoje rezultate, tudi Slovenija, rečemo, dajmo pogled pozitivno, je naredila kar nekaj korakov, vendar 2 milijona hočem, želim in bomo bili na prvih 3 mestih Evropske unije, ne pa nekjer na sredini ali pa na repu. Lahko še na koncu pogledamo, kaj to pomeni. Boštjan, bo šlo? In če lahko zavrtiva ta video in jaz sem zaključil na nek način, sem pripravljen tudi na kakšne vprašanja. Tak video nam seveda pove, jaz mislim, da več kot celotno predavanje. Na evropskih cestah je v letu 2016 umrlo 25.500 ljudi. Se vam zdi to veliko? Kar. Veliko preveč. Ja, velika cifra. Tukaj bi mogli biti enostavno ničle. Po mojem se da zmanjšati. 26.000 je krvno. Groza. To so tako velike številke, da... Za Evropsko unijo dost. Se mi zdi, da obremenili 26.000 družin. Slovenske ceste so leta 2016 zahtevale 130 življenj. Ne znam si predstavljati, da je to številka velika, majhna. Še mi je kar velika številka, no? Če štejemo recimo letoma toliko pa toliko dni, to je približen, ne vem, na vsake 3 dni umre ena oseba, pol se pa že vprašamo, a je to velika, ni. 130 se niti ne sliši tako velika številka, ne? Sem mislila, da bo še več. Za tako majhno državico je preveč tako. To je pa dost. V letu 2022 nacionalni program predvideva 70 mrtvih na slovenskih cestah. Kaj menite, koliko bo mrtvih v tem letu? Po moje, če bi prišel v 2018 na 110 bi bilo že. Kje 100, mogoče 50. Ja, upam, da bo nižje, ne? Pa če bo 10% manj, smo lahko že zadovoljni.
100. Mislim, težko rečem, ali je to realen cilj ali ne. Upam, da bo manjša kot 100, a ne? Ne vem. 110. 115. Upam, da boste naredili čim več v tej smeri. Naslednje leto, če pridemo do 100. Kaj pa, če bi bila smrtna žrtev le 1 ali 2? To bi bilo super, ne? Zelo bi bila vesela, če bi se to zgodilo. Še da je preveč. Zelo težko verjamemo to, no. Koliko je teh ljudi tudi pol posledično prizadetih, ne, od enega primera, ne? To je bilo dobro, ne? Vrhunsko, ne, ampak sam. Ja, to bi bilo super, ampak... Če dosegljivo, ne? Ja, to bi bilo fino, ne? V 5-10 letih pa mislim, da bi se dal. Kdo je to? Moja mama. To je moj fant. Moja starša. Moja sestra. To sta moj oče pa mami. O, to je moj ati. Moji vnuki. Moj punca. Moja nečakinja pa nečak. To je pa moj sin. Se vam zdi to še vedno sprejemljivo? Ja, To je katastrofa. Ja, mislim, da moj odziv pove vse. Groza. Za številkami stojimo ljudje. Prispevaj svoj delež k uresničevanju vizije nič. Vizije nič. Vsak od nas šteje. Tako, jaz sem prepričan, da nas je ta video ob zaključku seveda zelo jasno nagovoril. Iskrena res bi rekel zahvala vsem vzgojiteljicam, vzgojiteljem, učiteljem, ravnateljem, ki v izobraževalnem delu prenašajo, bom rekel, že res proaktivno vizijo nič v srca, duše in možgane naših mladih. Velik izziv za vse druge nas. Vsak od nas lahko prispeva. Mi smo zdaj spet proaktivni zelo na programu Čista nula, čista vest. Hvala tudi Generaliju, da nas pri tem podpirate, kajti prepričan sem, da je treba i tam, kjer je problem in ga na nek način reševati, opozarjati, spreminja se družba. In apel vsem tistim, ki Slovenijo vodijo, naj prenesejo, bom rekel, izven dnevno političnih stvari, naj pomislijo, kaj to pomeni za spoštovanje zdravja in življenja vsakega izmed nas. Rezultat bo pa takrat in ponosni bodo, da pravilno delajo, ko bo Slovenija med prvimi 3 državami in nas bo premier Velike Britanije, premier Nizozemske, če hočete, Nemčije pohvalil in bo rekel, a se lahko od vas nekaj naučimo. Do takrat pa imamo velik izziv. Boštjan? Gospod Robert Štaba, resnično iskrena hvala za presunljivo predavanje. Res smo se vsi zamislili nad našo vlogo, ki jo igramo pri tem in kaj lahko vsi pri tem tudi pomagamo. Zahvaljujem se tudi vsem, ki ste spremljali to zanimivo predavanje. Vabim vas, da nas še naprej spremljate. Saj veste, vaše ravnanje je najboljše zavarovanje. Hvala in lep pozdrav. Hvala vsem skupaj in srečno. Hvala še enkrat za povabilo, Generali.